zato da se moram pa kar ustaviti, da se nam zaletel. A si sam meni zdel, da sem tole ful zadev? Čakam, da neha. Slovesa so boleča, kot kri rdeča, ki polzi po licu. Užival sem v zicu. A veš, ko začneš neki pet, pa nimaš pojma, kam bo to pripeljal? Priznam, težko mi gre izpod peresa, da te videl več ne bom, ti moj rumeni grom. Kaj naj ti rečem, danes je bolj dolgočasen dan. Pa ne samo to, spomnil sem se, da bi včeraj v videu Megane RS lahko še eno majhno stvar omenil. Pravzaprav sem samo hotel razložiti tale RS monitor, ki ga ima Megane RS. Pri enem od prejšnjih testov Megane RS sem jaz vse te telemetrijske podatke pa način, kako jih avto prikazuje vozniku, posnel. Zdaj tisti, ki vam avti niso glih do jaja, mogoče si daš pokrito ušesa, ker tole je pa dosti geekovsko. No evo, zdaj pa veste. I know everything. Motherfucker, don't you tell me what I know. A ja, pa veš, kaj sem dolžen razložiti. Danes zjutraj recimo je vlog gor prišel dost pozno. Tako ne biti hudi, no. Jaz se moram kdaj tudi naspat. In včeraj mi preprosto ni znesel te komotar minute narediti, pa da se ubiješ. In pol valjda preletijo v moja smer vprašanja v stilu: stari, kje je tvoj vlog? Ali pa tudi kakšni bolj nesramni v stilu: Kaj zdaj komotar minuta, Modonski je videla namo. Pa če pa je začel nazaj proti avtu hoditi, zato ker zunaj piha en tak friškolovec. Potem se doskrat zgodi, da folk gre ful velikat na komotar minuta, kdaj bo video, kdaj. Ampak valjda obstaja način, kako to zrihtati. V glavnem najbolj simpel je, če greš na Facebooku na komotar minuta in tam ti pa piše všečkano oziroma lajkano. Klikneš tis, potem je pod meni obvestila in to pač vklopeš. In pol valjda, ker se moja ric prav to zmontirati in publishat, tvoj telefon tako reče tadeng! No, to sem hotel povedati. Če si pa na YouTubeu subscriben, pa itak verjetno dobiš sporočilo, kdaj je video gor prišel. Škaj sem se zdaj spomnil? Včeraj mi je kolega Pavšič razlagal, da je v suhem vremenu, sonce, lep asfalt, preveril štoparco tega avtomobila in je pospeševal od 0 do 100 km/h in zato je porabil 6,4 sekunde, tam. Zdaj pa cesta mokra, pa da vidim, kakšna je razlika. Zdaj ne mi zameriti, ker tega ne bom snemal, ker nimam ta pravega držala sabo. Grega, stari, jaz ne vem, kaj si ti delal, ampak glejte številke. Po moje sem ravno kar podaril svetovni rekord v pospeševanju od 0 do 50 km/h. Merilnik prav, da sem do tja pospešil v 1/10. Herr Komotar, Sie sind sehr schnell. Senor Komotar, molto rapido. Mr. Komotar, you're goddamn fast. Yes, I'm very fast. What a crazy acceleration, man. This causes for a celebration. Celebrate good times, come on! Ne veš kaj, kolesa se v prazen zavrtijo in pol števc misli, da je v bistvu že ful hitrejši avto, kakor je v resnici. Jaz včasih ne vem, kva mi je, pa kar malo pojem. Se meni je jasen, da ne znam pet. Ampak je hudič to, ki mi je vsejen. Just a little bit, a little bit more. Ok, če se pa kdo tega komada spomne, to je bila Gina G tam v zgodnjih 90-ih. Ona je bila, mislim, da one hit wonder in je enkrat pela celo pri Auriju v Poglej in zadeni. In ne vem, zakaj se tudi to spomnim, ampak mislim, da je bilo to v finalni oddaji in da so takrat prišli pet tudi Backstreet Boys. A ni hecen, kako so tvoji možgani v enem trenutku v 2016, pa 1, 2, 3 skočijo v leto, ne vem, 95. Get down, and move it all around. Get down, and move it all around.